Dober dan in lepo pozdravljeni na novinarski konferenci župana občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaža Rožena. Hvala, da ste se odzvali povabilu na današnjo novinarsko konferenco. Danes vam bomo predstavili ključne točke izide 24. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem, ki je potekala to sredo, torej 4. marca 2026. Na dnevni red vabila smo že zapisali torej poročilo po 24. redni seji. Nekaj bomo spregovorili tudi navzlic vašim vprašanjem o drugi dražbi Čečovje-Jug, ki je potekala 10.2.2026 in še točko razno, kamor bomo umestili še kopico dogodkov, ki so se v tem času zgodili in se še dogajajo. Seja je, kot rečeno, potekala v sredo o 15. uri v sejni sobi, vodil je župan dr. Tomaž Rožen. Po uvodnih proceduralnih točkah oziroma temah smo se lotili dela nadzornega odbora za 2026, preverili končna poročila nadzornih pregledov investicij. Podžupan Andrej Erjavec pa je podal tudi poročilo o projektih sanacije. Ena ključnih točk tokratne seje pa je bil občinski proračun. Občinski svet je namreč potrdil proračun za 2026 z odhodki okoli 80 milijonov, prihodki okoli 75, kar pomeni primanjkljaj v višini okoli 5 milijonov. Natančnejše številke vam bo posredoval tudi župan. Najetje kredita in uporabo sredstev na računih. Potrdili smo tudi načrt razpolaganja z nepremičninskimi zadevami in dokumente identifikacije investicijskih projektov za različne oziroma skupek projektov komunalne infrastrukture, prometne ureditve, varstva pred nesrečami, urejanja prostora in razvoja javnih objektov. V nadaljevanju so svetnice in svetniki obravnavali tudi letne programe dejavnosti, torej zdravstveno in socialno, šport, kultura, stanovanjski program in program mladinskega dela. Več o tem pa, kot rečeno, v nadaljevanju. Jaz predlagam, da župan kar prevzamete besedo in da se morebiti res lotimo vsebinske točke, torej točke 6, ki je obravnavala našo usodo oziroma prihodnost občine v letu 2026. Prosim, dr. Tomaž Rožen. Ja, hvala, Janja. Lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Torej, redna tiskovna konferenca po opravljeni seji to sredo, 24. redna seja občinskega sveta. Kot rečeno, ključna točka seveda je dokončen sprejem proračuna za 2026. leto. Proračun je seveda zelo visok, podobno kot je bil leta 2025. Glavni razlog za takšno načrtovano višino odhodkov, posledično prihodkov nekoliko nižjem znesku, je seveda sanacija po neurju 2023 in neurjih 2024. Neurja 2023 so vsa vključena v skladu z programom sprejetim na nivoju Vlade Republike Slovenije, 88 dogodkov iz neurja 2023. Nekateri so že končani, nekateri so vključeni. In seveda med te največje lahko prištejemo zagotovo kulturni center Ravne, potem tudi še delno osnovna šola Koroški Jeklarji in pa obnova druge javne občinske infrastrukture, kamor spadajo seveda ceste, kanalizacijski sistemi, plazovi. In to je v veliki meri seveda kar v znesku, če pogledamo, koliko je znesek sanacijskega dela proračuna, je seveda to največji del zneska naših investicij, ki jih je v resnici za 81%, od tega torej od teh 80 milijonov je kar 50 milijonov torej teh intervencijskih programov in načrtov občine. Zdaj mogoče bi poudaril to, da seveda je težko to uresničiti, zato to jemljemo zgolj kot možnost delovanja, možnost uresničevanja do določene stopnje. Ni realno pričakovati, da se bo seveda proračun 100% uresničil v takšnem sistemu dela, kot delujemo. Podobno je bilo v letu 2025, vendar pa nam daje možnosti, da počnemo sanacijske poteze, ki jih sicer, če v proračun ne bi vključili vseh teh 88 dogodkov, seveda ne bi mogli niti načrtovati, niti projektirati. Tako da je to pač neka specifika, ki se je pojavila leta 2024-2025 in jo vsa kažemo tudi v proračunu 2026. Izven samih sanacij pa so večje stvari, ki so vključene, obnova oziroma revitalizacija mladinskega doma Strojnska reka,
ki je v višini 1,7 milijona evrov, je nadaljna faza, oziroma temu zdaj ne rečemo več faza, to ministrstvo moti, ampak torej nadaljne poteze občine na atletskem stadionu, obnova atletske steze in pa razsvetljave na nogometnem igrišču, torej ne to, kar zdaj vidimo v naravi, ampak to, kar bomo letos ponovno pričeli, za kar smo se, za oba ta projekta, ki jo govorim, smo se prijavili torej na razpis ministrstev in moramo so biti še uspešni, če bodo to realnost, ne samo načrt občine. Potem je tu v večji meri, torej investicija komunalne opreme Čečovje Jug, kjer smo prodajali te parcele, oziroma občina je obdržala 8 parcel v javni lasti in načrtujemo skupaj, kar je bil tudi razgovor prejšnji teden z ministrom za solidarno prihodnost, poteze torej z stanovanjskim skladom, da zagotovimo te stanovanjske enote oziroma stanovanjske hiše za mlade družine. Tako da to so neke večje nadmilijonske poteze, ki sem jih na kratko predstavil. Imamo pa tudi določene stvari, ki tečejo, to je obnova kulturnega spomenika Stara železarna, objekt Personal, to je investicija, ki je v teku, že imamo odločbo ministrstva in skratka investicijsko izjemno intenzivno načrtovan proračun in pravzaprav nas čaka veliko dela v tem smislu. Toliko morda bo tudi bolj nasplošno z moje strani in Janine za proračun, pa bi mogoče kar odprl vprašanja pri tej točki, če imate zdaj v tem trenutku kaj, pa tudi kasneje. Te bi pa kar vprašala jaz za stadion, se pravi, kak je zdaj, a se je potem nadaljevalo v jeseni ali se ni, kar se tiče tistih materialov, oziroma to je zdaj pa že nadaljno obnova? Ja, kar se tiče materialov, ki jih zdaj vidite na gradbišču, se je pripravil elaborat, ki bo odpravil tiste dvoumnosti oziroma dvome v to, ali je material ustrezen. V prihodnjih 14 dneh se začnejo nadaljevalna dela, zdaj govorimo o investiciji, ki teče, da bo seveda, bi rekel, izgrajen stadion, kot mora biti v konstrukcijskem in tudi okoljskem smislu, bomo dobili vse garancije v roku enega meseca, potem pa bo, oziroma meseca in par tednov rabi gradbeni del, en mesec pa rabijo potem, bi rekel, za to umetno travo, tako da v roku meseca in pol, maksimalno 2 mesecev bo ta investicija končana zdaj v spomladanskem času. Potem se pa torej še nadaljuje kaj vse? Sedaj pa smo se prijavili tako za nadaljno obnovo, ki pa pomeni namestitev razsvetljave na to umetno travo in pa seveda popolno obnovo atletske steze, 6 stez z vsemi drugimi tehničnimi elementi stadiona, kot so skok v višino, skok v daljino in druge stvari. Zato pa smo se prijavili, vkolikor bomo uspešni, bomo morali tudi letos to končati. To je pa investicija vredna 1,2 milijona evrov, prva, tudi tako sem prej govoril, da teče 800 tisoč, tako da vse skupaj bomo, če bo vse po sreči, vložili 2 milijona evrov v to športno infrastrukturo. Kaj pa s tistimi tožbami, ko ste jih vložili? Tista tožba še ni rešena, mi smo namreč prejeli negativni sklep ministrstva, ker smo prijavljali drugo fazo, oziroma prvo fazo, za drugo fazo pa še ni bilo razpisa njih, torej ministrstva, in še ni rešeno nič na upravnem sodišču. Mi še nimamo kakve, bi rekel, informacije, da je karkoli se zgodilo. Tudi je to še v bistvu v teku. V proračunu je predvideno dokaj visoko zadolževanje. Zakaj bo namenjen? Ja, to zadolževanje, temu se ni bilo moč ogniti, več razlogov je. En razlog je, da so neurja leta 2024, ki so vključena v proračun, financirana le v znesku 90%, kar pomeni, da mora občina zagotoviti za neurja 2024 10%, kar znese več kot 1 milijon evrov. Potem je tu, kot rečeno, ta stadion, druga faza, ki pomeni za nas 700 tisoč evrov v tem trenutku, in pa tudi mladinski dom Strojanska reka, ki pomeni 500 tisoč evrov občinskega denarja in vse skupaj tu, ko se štejemo, zadolžujemo se lahko namreč samo za investicije, to je skladno z zakonodajo. Žal ni bilo mogoče zbalansirati proračuna drugače, kot da se predvidi. Pač za vse to izpeljavo v najbolj teoretičnem, idealnem smislu, kar se seveda ponovno ne zgodi, tako visok dolg. Je pa res, da smo tudi v letu 2025 načrtovali dolg 4 milijone, v resnici smo ga najeli potem 1,5 milijona. Kajti do določenih investicij morda ne uspejemo, določene se premikajo, tako da tu pa neka dinamika je. Proračun je v glavnem možnost, kaj vse lahko naredimo, česar vse se lahko lotimo. To, kar ste omenili glede Strojanske reke pa atletskega stadiona, kar bo občina zraven dala, to bo dodala, hkrati pa torej dobila tudi, mislim, pričakuje sredstva iz razpisa. Za intervencijske, se pravi za sanacijske ukrepe, pa torej letos planirate iz proračuna 50 milijonov.
Tako, to je načrtovano za vsa 3 neurja, ki so vključena, je načrtovanih odhodkov 50 milijonov evrov in kot rečeno so tu prihodkov nekoliko manj. Neurja 2023, 2024. 2 neurji 2024. V 3 neurjih smo mi v bistvu imamo škodne dogodke. Največji je torej ta kulturni center. Kako daleč je to? Ja, kulturni center je napreduje, no. Rok dokončanja del je jesen, torej september 2026. Dela napredujejo, uredili smo vse formalne, bi rekel, formalna pogodbena razmere z Ministrstvom za naravne vire in prostor, zaključili finančno konstrukcijo, predvideli še neka dodatna sredstva v proračunu, okrog 200 000 evrov. Vseh stroškov nam ministrstvo ni priznalo, predvsem govorimo o zunanji ureditvi, določena parkirišča, tako da zaenkrat kaže, da vse poteka nemoteno. Celotna vrednost je grobo rečeno 6 milijonov evrov. In ta zunanja parkirišča bodo torej sami financirali? Tako. Zunanja parkirišča niso del sanacije, so tudi na novo zgradijo, no, torej jih ni mogla sanacija neurje uničiti, ampak se zaradi seveda uporabnega dovoljenja dopolnjujejo, jih bo več, kot jih je bilo, no, in to financiramo sami. A ta sosednji glasbeni dom pa tudi se obnavlja? Se tudi obnavlja, tako. Tudi iz teh sredstev, ne? Tudi sanacijski program občine, ja, tako. Koliko pa te tam namenjate? Tam je pa grobo pol milijona evrov. Grobo rečeno, lahko natančno poiščemo. No. V redu je. Še za personal bi vprašala, tam je pa torej tudi dobila občina. Tam imamo že odločbo, z ministrico smo takrat na otvoritvi podpisala pogodbo o temu milijonu evrov, izvedli smo javni razpis za izvajalca, bil je previsok, šli smo en korak nazaj, torej projektanti so nekoliko znižali standard obnove, izvedli ponovni razpis in sedaj je bil izbran nov izvajalec. Tu smo zdaj v glihu v postopku izbire izvajalca gradbenih del za obnovo objekta personal v Stari železarni. In to torej letos tudi se bo naredilo? To se mora letos zaključiti, ja. Letos zaključiti. Tako da bo to ta del muzejsko v železarni zaokroženo in zaključeno? Zaključeno ne bo. Zaokroženo bo, ja. Zaključeno pa še nekaj časa ne bo, no. Ena izmed stvari, ki načrtujemo, je ta most. Vsi si želimo, da bi torej brez kontrole osebnih izkaznic oziroma popisa oseb lahko stopali v muzej. Delamo na tem projektu mosta, projektiramo. Most pa bi bil iz območja oziroma smeri cerkve svetega Antona v Staro železarno. Tako da tu se kar odpira. Zdaj smo se prijavili za digitalizacijo, avtentične turistične izkušnje za 250 000 evrov. To smo naredili preko ZKŠTM-ja, to je en razpis, ki je bil zaključen. Prihaja spet nov razpis Ministrstva za kulturo, ker tu pravzaprav ta prostor bo nenehno, bi rekel, na napadu razpisov in pa naših intervencij. No. Ker se je pokazalo, da je zanimiv, da je vedno bolj zanimiv in temu so potem sledimo. No. Pa razpisi so na to temo javne turistične infrastrukture, kulture, kombinacije kulture, turizma, je tega kar nekaj zadnje čase, no, in ne bomo kaj spustili. A to zadolžitev letošnja pa kaj maksimum, ki je možen ali je predvidena? Ne, maksimum ni večji možen, ja. Ampak zaradi okoliščine, da gledajo v bistvu Ministrstvo za finance prihodke predpreteklega leta, ki pa so bile zaradi vseh poplav dokaj visoke. No. Ampak vseeno ne bomo zdaj pretiravali. No. Sledili logiki razpisnih sredstev, da ko je na razpisu, možno dobiti sredstva, se prijavljamo in za ta del se zadolžujemo. In če ne boste dobili na razpisu za nadaljno v stadionu in Strojensko reko, tega potem ne boste? Ne, v letošnjem letu tega sigurno ni možno narediti. Za nadaljne bodo novi razpisi, drugi modeli financiranja, ampak v letošnjem letu ni. Vse obstojimo, če ne bo uspešnosti. Ja. Še kaj glede tega proračuna, no, če pa pol se kaj otrne, pa tudi lahko. No. Zdaj, druge stvari, ki so bile sprejete kasneje, 5-letnih programov, no, kar je bilo omenjeno, so v bistvu formalni dokumenti, brez večjih sprememb glede na lani. Letni program zdravstva, športa, kulture, stanovanjski program, mladinsko delo, mladinska politika, tu je v bistvu vsebinsko poglavje samih proračunov. Mogoče zanimive številke, no, zdravstvo in socialno varstvo, sicer to je zdaj na pamet, ne bom vedel, no, ampak bom mogel vam prebrati. Letni program zdravstvenega in socialnega varstva, ker obnavljamo so tudi zdravstveni dom oziroma nadzidav zdravstveni dom, je 3,2 milijona evrov. Zanimivo, da je kultura dokaj visoka, letni program kulture, kamor sicer paše, mislim, spada tudi mladinski dom Strojenska reka, če se ne motim, ali je ta ne zaradi kulturnega centra, ja, okay, je 1 960 000, ja. V bistvu ni ravno prava slika, ker so investicije tudi vključene. No.
To je tudi reč ne mrav številke, ker so res velike. Zdaj dom je letos nameravan biti tudi končan, ja. Mogo bi že biti, ja, se odmika. Ni tega enostavno, no, voditi investicij, ko morda na prvi pogled se zdi, ampak ta nadzidava 600 kvadratnih metrov novih prostorov bo letos, bo pa končana, ja. Potekajo že ta zaključna obrtniška dela, tako da tu ni več straha, no. Če smo torej izčrpali vsebino Seja. bi se predstavili torej na drugo točko. Kar nekaj vprašanj oziroma interesa je bilo v zvezi z zdaj že, oziroma februarja izvedenim drugim javnim razpisom dražbe Čečovje Jug, kjer sta bili v drugem delu prodani 2 parceli, torej skupno jih je nam zdaj ostalo za prihodnost še 8 za prodajo in 8, ki bodo predmet posebnega projekta, ki smo ga v preteklem tednu predstavili tudi na javni tribuni skupaj z ministrom za solidarno prihodnost, ki nas je obiskal, gospod Simon Maljevac, in je bil navdušen torej tudi nad tem projektom. Pa prosim, če nam torej predstavite, kakšno je stanje zdaj na Čečovju Jug, kako je bila uspešna dražba. Mimo glede tudi tokrat so bili razpisni pogoji identični prvemu razpisu, torej smo fokus namenili mladim in mladim družinam, tudi izklicna cena je ostala identična oziroma enaka in obe parceli prodani v drugo sta bili prodani po izklicni ceni. Župan, prosim. Ja, zdaj razmišljamo, kako naprej. Zakaj ni bilo vse prodano, sta 2 razloga. Prvič smo omejili, kdo se lahko prijavi z tem, da tisti, ki se prijavi, ne sme biti zavezan z davka na premoženje, kar pomeni, da ne sme imeti drugega stanovanja, poleg tistega, v katerem živi, in ne sme, pa če tudi ima stanovanje, v katerem živi, večje od 160 kvadratnih metrov. Torej, če ima par več hišo večjo od 300 kvadratov, se ni mogel prijaviti, ponovadi, no, je pol lastnina in smo izključili en del, bi rekel, populacije, ki pa kliče na občino, no, bi rekel, tudi kak starejši par, ki imajo veliko hišo, no, bi si kupilo tu, pa zgradilo manjšo, in pa izključili smo pravne osebe, no. 2 razloga sta bila, torej ljudi, ki imajo večje nepremičnine in pa pravne osebe, zato ni vse prodano, no. Zdaj razmišljamo, kako naprej, no, različne zamisli so. Ena zamisel je, da povečamo ceno na kvadratni meter, da nagradimo tiste, ki so bili najprej na vrsti v konceptu first minute, in če odpremo se, recimo zagotovo, če odpremo vrata za pravne osebe, bo to po mojem kar hitro šlo, no, oziroma bomo morda postopoma odpirali razpis za najprej za tiste, ki že imajo več stanovanj, pa še vedno fizične osebe, ampak na nek način se nam ne mudi, ker komunalna oprema se normalno opremlja, tudi ko bo tu ceste zgrajene, nekaj se že vidi, no, štori odstranjeni, bo tudi naselje bolj zanimivo za pogledati, pa hkrati občina, mogoče ne bomo šli v prodajo naslednji 3. dražbi vseh parcel, ker najbrž je dobro, da imamo kako parcelo še na nek način na zalogi, za, če se kdo pa želi občino priseliti in se javi čez pol leta, leto, 2 leti. No. To, kar se tiče prvih 8 parcel, kot rečeno, čakamo zdaj na državne volitve, no, a bo isti minister, bo drug minister, ampak to nima toliko veze, skratka želimo nekega sogovornika, ki bo lahko odločal, kako pristopiti k tem 16 enotam oziroma 12, oziroma kako bo prostor tu omogočil. Parcel je 8, z mladimi smo ugotovili, da želijo imeti nepremičnine v najemu, tudi pred ministrom so to povedali, no, da tu naslavljamo skupino od 25 do 35 let starosti, ki pravzaprav se vrne iz študija Maribor Ljubljana in želi priti na Koroško, pa ne želi domov k staršem, želi iti na svoje in bi najeli pač te stanovanjske enote. Podobno koncept so izvedli v občini Ajdovščina z 4 enotami, no, mi pa imamo malo več prostora, pa bomo to z 12 oziroma 16, to je stvar še rešitve arhitekture. To pa bi financirali ali s 30%, bi rekel 30% je minister nakazal, da je možno dobiti nepovratnih sredstev države in pa potem seveda z najemninami, ki bi čim nižje bile za te mlade družine, tako da bi občina tu pravzaprav občina bi vložila zemljišča plus komunalno opremo, ki jo že izvajamo. No. Ostalo bi bil model, ki bi se sam financiral, hiše bojo seveda skromne, tudi mladi so izrazili željo, ne potrebujejo luksusa za začetek, ne? Ker to je skupina mladih, ki si še ne more kupiti nepremičnine. Ti se recimo, da so stari nad 35 let, ko že imajo delovne dobe nekaj, oziroma že hodijo v službo po domače, no, dlje časa. Torej, to naslavljamo, to skupino mladih in če bo vse po sreči, bojo objekti začeli letos že po poletju rast. Kdaj naj bi ta razpis bil za nepovratna sredstva? Minister ga je napovedal zdaj, no, marca, april, ker je bil sklad dokapitaliziran na vladi, s 75 milijonov evrov so dali pač več sredstev na SSRS,
čakamo razpis in potem bomo več vedeli. No. Pa tudi sogovornika čakamo, rekel, aprila bo že vse vedelo. A potem se pogovarjati. ostalih 70%, če tako rečem, potrebnih sredstev bi pa kaj občina zagotovila, ali bi iskali zasebnega? Tudi še iščemo model, ali občina, ali zasebni investitor, ampak v bistvu bi probali model narediti, da bi se potem to iz najemnine plačevalo. No. Najemnina pa upamo, da bo zdržna. No. Nekaj več kot 390 evrov si ne predstavljamo na mesec za najemnino, no, pol hiše. To bo hiše velikosti 80 kvadratov. Ne, tista osnovna oprema najbrž ne. No. Je zdaj odvisno, kakšne ponudbe bomo dobili od izvajalcev. No. Če bi šli v montažne hiše, eni ponujajo celo z opremo, no. Pa praviloma najemnik seveda opremo mora sam prinesti. Ja, samo v vseh občinskih stanovanjih mora kuhno sam kupiti človek. V vseh stanovanjih, ki jih imamo v najemu, kuhna ni del. Tudi če zdaj nekdo gre ven, moramo mi kuhno odstraniti, oziroma pa naj sami odstranijo. Kuhna je del opreme. No. Kak je pa z tem komunalnim urejanjem, torej rekli ste, kaj štori se odstranjujejo, neka cesta že? Cesta se gradi, ja pač tamponi. No. Ja, gradbena dela po mojih informacijah potekajo. No. Se pravi, kaj v par mesecih bo zaključeno to? No, to hitro ne veš, ne. No. V pol leta recimo, no. Do konca leta, ampak videlo se bo, no. Vidi se že. Se pravi cesta, Cesta, javna razsvetljava, kanalizacija, fekalna, meteorska, internet, vse, vodovod. Prvih 12 kupcev je pa plačalo že vse, kar je bilo. Tako, akontacija komunalnega prispevka, nepremičninsko, mislim bi rekel, zemljišče, tudi cene so bile malo višje nekatere, no, več od izklicne. To je vse gre. So večinoma mlade družine, no, večinoma smo gledali po podatkih, so večinoma kupovali mlade družine. No. To prvo rundo. A za mlade se predvideva tistih 8 parcel, ko je bilo že v štartu planiranih za mlade, da bi pol šlo po tem modelu, ki so ga predlagali zadnjič? Tako. Prvih 8, ko se zapeljete v naselje, prvih 8, ja. Tiste, ko so bile že prvotno. Tako. Ja, ko zdaj se podvajata, sta obe 8 številki, ali ja, 8 jih je še ostalo, 8 je pa teh, ki so. Ja. Vse ostale so različne, no, ampak teh prva ulica, ko pridete levo desno od ceste, bojo te neke javne hiše, kaj bi rekel, neprofitne, skromnejše, manjše. Mladi so predlagali vzorc kot dom starostnikov, se pravi manjše sobe ali pa kot študentski domov, torej manjše sobe z eno tako dostopno najemnino. Ena izmed idej, zdaj spet po svet, če bojo obveščali medije, kljub Koroških upam, da bo dobra udeležba, no. Ena ideja je bila, da bi bil nek mladinski, tako en študentski dom, čeprav, ne, a bi to šlo. Bomo videli, no, Eno je ideja, drugo je pa realni interes. Tako. Druga dražba Čečovje jug in naši načrti v zvezi z tem naseljem. Sicer pa smo zdaj izčrpali, kar se tiče tistih rednih vsebinskih tem. Imamo še pa kakšno dobro novico, med drugim ob dnevu civilne zaščite smo na Ravnah bogatejši odslej tudi za 2 nagrajenca. Na nacionalnem nivoju je že bila podeljeno priznanje našemu Koroškemu gasilskemu zavodu. Včeraj je na regijski proslavi civilne zaščite prejel priznanje tudi za zasluge seveda v delu civilne zaščiti tudi naš član štaba, občinskega štaba civilne zaščite Boris Večko. Zato bo župan v teh dneh tudi čestitev, morebiti tudi izkoristite to priliko, da jim namenimo čestitko preko javnih občil. Vse ti povedala. Ne, se bomo to več komunicirali, ko bomo obiskali nagrajence, no. Zdaj od drugih aktualnih tem pa, ne vem, zapora, popolna zapora ceste Ravne Maribor. Kje vas zanima? Ne, kar do Maribora bomo zaprli. Skratka, to je celo novišče, tam ceste se intenzivno tega, kak je torej predvideno? Vi ste obveščeni, torej danes bi zaprli, kak je zaporene problem? Ne, zdaj, tu je prišlo do neke komunikacijske hitrosti, no. Po naših informacijah je izvajalec dal vlogo na direkcijo za zaporo in je ta vloga prišla že v medije, no. Pol je pa en teden, par dni za to vlogo je prišla pa tudi pošta na občino, no, da so dali vlogo, medtem ko odločevalci, to je državna cesta, ki upravlja s cestami, se še ni opredelil do tega, no. Tudi mi smo se že vsi pripravljali na to, kje bo vozi, kaj bo značeno, v resnici pa še ni odločeno, no.
ampak kaže na to, no, glede na to, da je ministrica zelo stroga pri roku, ga ne misli podaljševati, kajti rok izvedbe je bil kriterij pri izbiri izvajalca, ni bil običajno rok, ko potem se da ga nekoliko vsi odmikajo, je tu zadeva bistveno resnejša in ima tudi bistveno večje pogodbene kazni kot siceršnje zamude in zato najbrž botruje to temo, da želijo delati čez vikende. No. Hkrati je pa narava del tudi taka, zdaj, če se kaj vozili v to smer, no, nekje prije cesta nasuta do 3 metre in tam skoraj ni mogoče, da se ne bi zapiralo, da se to nasuje, utrdi, ugradijo kanalizacije, no, ter tehnično ni mogoče, da ne bi prišlo do zapor. Tako da prva ocena je, da če se bo to zapiralo od sobote zjutraj do nedelje zvečer, je to še najmanj škode, ki jo lahko povzročijo v prometu, hkrati se v tej vlogi, no, ki še ni odobrena, vidi, da bo poskrbljeno za lokalne prebivalce, kajti so da vmes, ko bodo delali na odseku skozi Dobrje, bo problem lokalnih prebivalcev. Občina bo ustrezno uredila tudi obvoze na občinskih cestah, so nekoliko daljši bojo. No. Na državni cesti je znan obvoz preko Bukovske vasi, druge variante tu skoraj ni. Obenem vidimo, da so šli v dopis, oziroma vemo, da so šli v razgovore z velikimi podjetji, ki imajo največ tovornega prometa, ki jim najtežje obvozi drugo traso in so nekako ugotovili, da vikend je najbolj prijazna, še vedno neprijazna, ampak najmanj neprijazna zapora za promet. Naša pogoja bo ta dva, no, da prvič je to res tehnično nemogoče delati, naj dokažejo, no, da ni mogoče narediti brez zapore in pa drugič, da se naj dela takrat, ko je zapora. Najslabše je, da zaprejo cesto, pol pa delajo 3 po domače, no, oziroma delajo 5 ur. Tako da obljubljajo, da soboto pa nedeljo, ko bo delo, bo intenzivno, no, da bo res teh zapor čim manj. No. Rok je junij, kakor vem, junij iz pogodbe, oziroma tudi so medije obveščali, no, junij 2026 in zato tudi zdaj si skupaj opažamo dokaj intenzivno delo, no, na tej trasi. To je zaenkrat to. No. Bomo pa mi tudi še bolj intenzivno obveščali javnost, ko bo enkrat že odločeno, da je zapora. No. Zdaj pa še ni odločeno po naših podatkih, zato pol tudi nismo šli v pretirano obveščanje. Aha, da tisto je bila šele vloga, pa je že prišla. Tek smo pa razvedli, da je nekdo, pa tudi nismo znali raziskati, oziroma niso mi znali povedati, kdo je dal vlogo v medije. No. Ker vloga se ponavadi ne da v medije, ne, da se pol odločba. Vredi. Pa dobro. Vredi, ja. Če nekaj druga. Ja, jaz bi še vprašala, na prejšnji seji ste imeli tudi to plačljivo parkirnino, mestno jedro, dajte, kdaj se je začelo? Torej, to je prva plačljiva parkirnina v občini, ali ne? Ja, ta predlog ne bo zaživel. Ker tudi tu je bilo zanimivo poročanje medijev. Mi smo sprejeli 2 sklepa o uvedbi plačljivega parkiranja, ampak je bil sprejet še dodatni 3. sklep, o katerem se ni govorilo, da se to parkiranje vzpostavi, ko bodo vzpostavljeni tehnični pogoji, torej parkomati in pa preplastitev ceste na DTK-ju oziroma pred gimnazijo. To je bila zahteva odbora za gospodarstvo, da nikakor ne moremo uvajati, bi rekel, plačljivosti ob gradbišču, ne ste bili kaj gor na knjižnici, in to se pa ni pol povedalo. No. Teda se zdaj v proračunu ni uvedbe parkomatov, potrebovali bi se najmanj 2 parkomata v mestnem jedru, 2 parkomata za 8 parkirišč, sta, to, bi rekel, ekonomsko neupravičena, bo treba v trgu več, ko pa 8 plačljivih parkirišč uvesti, kar je bilo zdaj uvedeno, torej saj še trg storitve, če poznate to območje, no, kjer je 30 parkirišč. Tudi na DTK-ju so potrebni 3 parkomati po analizah, da ne bo pripomb, da je parkomat predaleč. En parkomat stane 10.000 evrov in teh 50.000 evrov ni v proračunu 2026. Tako da se v bistvu tehnični pogoj zamika in plačljivega parkiranja v tem trenutku ne bo. Je pa poostrena kontrola, opaža se pa, da se ogromno parkira nepravilno, kar je bil edini namen teh plačljivosti, ne finančni, ampak da se naredi red. Zdaj se bo pač red delo v okviru obstoječih mehanizmov. No, modre cone na DTK še ni, v trgu pa izvajamo zdaj bolj redne kontrole, tudi več glob je izrečenih, kajti v trgu, da ponovim, no, se lahko parkira le 1 uro s parkirno uro, več ni možno niti parkirati. Bilo je pa mišljeno, da se lahko pol ure za ston, pa potem je 1 ura naprej plačljiva. Tu sta 2. Mislim, da tu sta 2 z uro. Trg je pa 1 ura. Trg Svobode je pa tam. Tam je največja frekvenca. Tu imate 2 ure, če imate uro. Koredar, jaz videla tudi gor pri knjižnici.
druge prekrške ugotavljajo, ne modro cono, ampak nepravilne, vzdolžno parkiranje ni dovoljeno tam pri parku, to nam delajo ljudje skozi. Ko se pripeljete na DTK, tam dol je, to je nedovoljeno. Teda je tudi gor veliko globno. Skratka, ni še plačljivega parkiranja. Ja, ni, v letu 2026 ne bo plačljivega. A ste zahtevali popravke pa tisti, ko so poročali? Ne, sej ni bilo kaj narobe poročano, ni bilo narobe poročano, da je bil še en sklep sprejet. Ja, poročam, ampak je bil še tretji sklep, ker so meni svetniki rekli, ne umaknem predlog pred sejo, sem rekel, ne bom umikal, ampak s tem sklepom smo se pol dogovorili, da dokler ni tehničnih pogojev, ni plačljivosti. To je pa malo prišlo do komunikacijskega nesporazuma, ampak... Ja, vidno, da sem na naslednji strani ni tega omenjali. A to bo... Zadnjega sklepa ni bilo boja, samo se uvede plačljivo parkiranje. Ta zadnjega sklepa pa v bistvu ni bilo, da pač tehničnih pogojev izpostavljenih, samo na seji ste se pogovarjali njih, no. To je pa sklep je izglasovan. Ja. Mislim, da je bil Koroški radio edini, ne vidim... Uroš je bil... Moje isto naredilo. A smo oni bil na seji, ali? Ja. Ne, se v redu. Po eni strani je bilo dobro, da se je to testiralo v javnosti, no, ker so se neke ankete izvajale in smo videli, kaj ljudje dejansko, pač, kako lahko po anketah sklepaš, razmišljajo. No. Ja, so bili za in proti. No. Tudi na preplah je bil na gimnaziji, no, kaj zdaj, ampak v bistvu je bil namen, da se tudi teh, bi rekel, kratkoročnih parkiranj dijakov, ki se lahko parkirajo od tega krožišča navzdol, omeji. No. In so bili učitelji zelo znemerjeni, pa smo pol pomirili, no, da to je mišljeno samo, da je tudi bolj za njih. No. Da se s tem napolnili na to pa dan parkomat, so da pa brez, da lahko samo s kartico plačaš brez gotovinskega plačila, to pa ni v skladu, to je pa pač ne sme biti na ta način. Zdaj se požarijo, pa je že cela inicijativa, da te parkomate umaknejo, tako da ko nekoč bo, da bo na prav način, da se človek samo delo naprede. Ja, se to je bil tudi pri nas problem. Easy Park sistem nima parkomatov. Easy Park je zgolj na aplikaciji in to ne gre, ker eni pač ni nujno, da imaš telefon, ne. Nam se enkrat sprazi, da pa smo šli avto električna polnilnica, pa crkno telefon, ne smo govorili. Sklep 700 je bil na seji, ja. Ta tehnični sklep. Tega ni noben poročal, očitno tudi mi ne. Da sem že gledati zapisnik. Ker ko mi je Petra pol povedala, sem šla še enkrat pogledati, če res tega ni bilo ver. Ja, v redu. Na prejšnji seji je bilo tudi, da ima že v tej delovni skupini glede obravnave problematike daljinskega ogrevanja. Jaz bi samo vprašala, kako je zdaj s tem daljinskим ogrevanjem, torej naravna scena, so še kakšni, ne vem, vprašanja občanov, pa kak je torej zdaj naprej glede pač nadaljnjih vaših rešitev, se pravi nekaj do septembra, kaj imate s tem dalje rok v skupini delovnega? Ja, hormoška ožina. Hormoška ožina se pojavlja. So šle cene gor. No, zdaj s 1.1. so šle cene 35% dol v variabilnem delu. S 1.1.2026 so šle cene 35% dol, ker je bil plin v letu 2026 nabavljen strani koncesionarja po nižji ceni. V letu 2027 so nam zagotovili, da je nabavljen še po nižji ceni, ko 26 ta cene bo še šle dol. Ampak ne glede na to, da je to res v veliki korelaciji s ceno plina, no, zdaj upam, da hormoška ožina res ne bo vplivala na ceno plina, nafto pa sigurno bo, no, pripravljamo prehod na zeleni prihod, oziroma prihod na obnovljive vire energije. To smo dolžni in mi, in koncesionar, ne glede na to, kdo, no, in ta študija poteka. Ta študija, kako v bistvu iz plinske odvisnosti 85% plina je zdaj v tem trenutku naravna za energijo daljinskega toplovoda priti na druge vire, zato je že bila izdelana ena študija, smo dobili v bistvu brezplačno strani podjetja ELES, ki se ukvarja s tem. Zdaj pa nadaljni koraki so v proračunu, no, in to je bil ta sklep občinskega sveta, da je treba do jeseni pripraviti pač kako naprej. No. Kaže se, da bo najboljše in tudi subvencionirano strani Ministrstva za okolje in prostor, kamor smo se tudi najavili, no, kombinacija virov, kotli za biomaso, toplotne črpalke, delno plin, skratka 4 viri, tako da v tej smer delamo. Prvi preliminarni izračuni kažejo, da je investicija prehoda od 10 do 14 milijonov evrov investicije, govorimo se da po letu 2032 in bomo samo morali paziti na to ceno. No. Vsi svetujejo, da občina to prevzame v svoje roke, da pač v bistvu energent in pa omrežje upravlja sama občina, da se v občinah, kjer imajo to občinska podjetja v svoji domeni, kaže kot bolj cenovno sprejemljivo za občane.
vendar bo seveda to še pokazali analize in pravzaprav se bo občinski svet v naslednjih mandatih odločal o tem, no, a gre to nazaj v javno službo, a gre v podaljšanje koncesije, a gre v kar pač se bo odločili. No. Ampak mi gledam tehnične rešitve delamo in prostorsko, kje bi ti kotli za biomaso stali, kako močni morajo biti toplotne črpalke, kje bi bile, kako močne morajo biti, da pač seveda zagotovijo v kurilni sezoni ustrezno temperaturo vode, ki zaokroži po mestu, zagreje mesto in to. To je to, v bistvu ni jedrska znanost, no, ampak je v bistvu prehod energentov iz zdajšnjih fosilnih goriv na zelena goriva. Zdaj minister za okolje in prostor, ki je bil nazadnje tu z obiskom vlade, je rekel, da država to financira z 50%, da ima te fonde evropske, vendar tu bomo probali mi dobiti večje odstotke. No. Teda tu bomo se borili za, kar pa spet bomo videli, zdaj kaj bojo novi dokumenti prinesli. Koncesionarje pa Petrol, kaj do vključno 32? Do 32, ja, 2, bi mogli vzajevati do konca začetka 32. To bi mogla pogledati zemljo. Dobro. 32, ja. To je bilo to. Kak je pa glede tiste agencije za energijo, še vedno tam ravno tako visoko? Se je kaj popravila tista cena tam? Ste kaj gledali? Zdaj primerjav nismo gledali, no. No, pač to je namreč podatek, ki ga Tako, nekateri dobite, ja. redno uporabljajo, pa smo že večkrat pojasnjevali, da ni čisto. Tam nesrečna okoliščina je, da priključno moč jemljajo poprečnega Slovenca, medtem ko imamo mi neko drugo razmerje med močjo pa variabilnim delom in naši občani na srečo ne plačujejo tako visokih fiksnih delov, kot prikazuje tista tabela. No. Zato je tisto res poprečni občan, to drži, ampak tisti vršni občan ne obstaja. No. Kar pa spet drži in je to na srečo, bom rekel, ni tako velikega pritiska strani občanov, bolj strani medijev oziroma na podlagi agencije, no, strani medijev dobimo potem te očitke, da bi pa pretirano, se najde tu pa kakno, da bi pa pretirano množično občani se obračali na občino, pa tega nismo še dobili zdaj, no, za stroške ogrevanja. Še kako vprašanje na temo razno. Sicer sem poiskala, ni sicer navedeno, da je bilo dodatno sprejet sklep, ampak je ker je bil to sklep dodan na sami seji, ampak piše, da je pred uveljavitvijo odplačnega parkirnega režima nujno treba postaviti in ustrezno urediti. Tako da v bistvu ta pogoj je... Ja, gradiv pa ni bil, ker je bil na seji. Ta pogoj je dodan. Da s točke ne omaknemo. Zato tudi sporočimo. Okay. Sicer še povabilo na 8. marec, župan? Vabimo na 8. marec. Zdaj v nedeljo je, bi rekel, praznovanje, no, ob dnevu žena in vabljeni na koncert Ota Pesnerja. Ob 60-letnici. Več namensko dvorane Kotle, ker še kulturni center raste, no. Ob 60-letnici. Njegove karijere glasbene. Torej, dobrodošle. To je to. Hvala lepa za vaš čas, pozornost in za vse, kar počnete kot podaljšana roka našega sporočanja. Seveda se priporočamo, da se obračate na nas. Hvala. Pa seveda vabljena na kavo in čestitke ob 8. marcu.